John, dvigni rok. Richard, koga rešuješ? Hej, nekdo naj mi pomaga. Hej, drži roke, da jih vidim, John. Gremo, Josh, obrni se. Ta oče se je zbudil pod grožnjo s pištolo nekaj ur potem, ko naj bi domnevno živega zakopal lastnega sina. To je šokanten primer očeta, za katerega policija pravi, da je šel na sprehod z dvema svojima otrokoma, domnevno pa se je vrnil le z enim. In počakajte, da vidite, kakšno igro je uprizoril med zelo nenavadnim zaslišanjem. Spremljate primer, ki ga predstavlja Law and Crime. Jaz sem Chris Stewart. Poglejte, ves čas poročamo o zgodbah o slabih ljudeh. To spada k zgodbam o resničnih zločinih. Ampak če so obtožbe proti očetu v Novi Mehiki resnične, tukaj ne govorimo le o slabem človeku. Govorimo o nečem še temnejšem od tega. Resnično čisto zlo na zemlji. Ampak povedal vam bom tudi, zakaj pravno gledano ta primer morda ni tako jasen, kot se zdi. John, dvigni roke. Richard. Kdo ti bo lahko pomagal? Hej, nekdo me je udaril. Hej, drži roke tam, kjer jih lahko vidim, John. Počakaj, gremo. Prevrni se. Prevrni se. Prevrni se. Obrni se stran. Obrni se stran. V redu. Obrni se stran od mene. Zakaj glasujem? Zdaj je res zaskrbljujoče, ko slišite tega očeta, Johna Hannona, kako se obnaša, kot da ne ve, zakaj ga policisti zbujajo sredi noči. To se je zgodilo v okrožju San Juan v Novi Mehiki. Je 8. februar in temu moškemu je 11-mesečni sin pogrešan. Tukaj je slika Johna Hannona z materijo njegovih otrok in žrtvijo v tej zgodbi, majhnim otrokom po imenu JJ. Prav tako ga kličejo Junior. Zdaj želim, da ostanete z mano, ker preden se vrnemo k temu posnetku s telesne kamere, vas želim seznaniti s podrobnostmi tega primera. Torej, dan preden se je vse to razpletlo, policija pravi, da je John šel na sprehod z dvema svojima otrokoma, vključno s tistim 11-mesečnim dečkom. Po besedah matere je oče otroka, 43-letni John Hannon, peš odpeljal njunega 11-mesečnega dojenčka in 4-letnega otroka v vozičku do trgovine Family Dollar v Flor Visti v Novi Mehiki. Družina živi severno od trgovine Family Dollar. Oče se je v soboto popoldne vrnil domov le s 4-letnim otrokom in trdil, da je dojenčka prevzela babica. Mati otrok je poklicala policijo, ker jo je skrbelo za sina, saj ga ni videla. Policija je nato izvršila nalog za preiskavo v avtodomu, kjer je bival John. V redu je. Nekaj bolje. Kolikor vidim je. Še nisem videl. Vzeli bomo moje sani iz prtljažnika. Prav na pločniku. Gremo. Šerifov urad, šerifov urad. John! Dvigni roke! Richard, koga boš rešil? Ja, gospod. Hej, drži roke tam, kjer jih lahko vidim, John. Gremo, Josh. Obrni se! Prevrni se! Prevrni se! Obrni se stran! Obrni se stran! Obrni se stran od mene. Kaj sem jaz potem? Zakaj sem jaz? Prišel sem nazaj k tebi, Jezus. Če ne boš upošteval ukazov, Janez, se boš moral preobleči.
Zdaj želim zamenjati kote telesne kamere in preklopili bomo na policista, ki je najbližje Janezu. Prevrni se. Opravljamo tipalanje. Prevrni se in bomo ugotovili, kaj narobe. Dotaknil se vas bom. Zapustil bom nalog, gospod. Moje ime je Ed John. Roke za hrbet. Prav, drugo roko noter. Mislil sem, da bomo šli stran od moje riti. V redu, daj to drugo roko nazaj. Sem tisti ječi, brat. Daj svojo drugo roko nazaj takoj. Ne vem. Ina Trinič. 1-3-0-1. Ne vem. John, Kje je tvoj sin? kako se posutiš? Celo noč. Spustiva jih nekaj. Kevin, potegnite bomo na to stran, prav? Prav. Čaj. Nisem v redu. Moje ime ni John, brat. Kako ti je ime? Moje ime? Tvoje ime? V redu, pedim od tu. Imam sina. Hej, postavimo se moj. Moje ime je Suzanin sin. Tvoje ime ni Suzan. Tvoje ime je tvoj videz, Suzan. Hej, daj dati noge pod to. Končal sem. Daj dati noge pod to. To je smešno. Suzan, prosim, ne vem, za koga me imaš? Tukaj sem, moj kuža. V redu, kje je zdaj moj junior? Kje je potem John? Pokazal ti bom pot, potegnil te bom sem. Pojdimo od tot. Pojmo polo tot, ne bomo sedeli tukaj. Odlično, vi prav. Pojdiva od tot, ne morem ti povedati. Vstani. John! Gremo ven. Kdaj si bil v prometni nesreči? Prav tukaj. Leta 2006. Leta 2006 si bil v prometni nesreči. Imaš kakšno orožje? Da, gospod, nimam časa. Leta 2006 nisem jokal. Bilo je grozno. Sčasoma ne potrebujem avta. Mislim, imam tebe. Ne vem, če sem jaz se razvajal, gospod. Mislim, da vi tega ne vidite. Moja mama je popolnoma pri miru. Ja, no, ne vem, kje naj te srečam. Nočem te. Ne naredim vsega. Vem, če si Alberti. Prijatelj, pošli že enkrat e-pošto na to obalo. Ona je tam spodaj s tabo. V redu, za zdaj se vračamo sem. Dej ga v zadnji del avta. Pokazal ti bom pot. Da, gospod. Oprostite, mislil sem, da je bila to šala. Ne mislim, da je bila to. Odpustili so mojo mamo. Moji ljudje so moja mama. Skočiva na zadnji sedež avta. Moram te nekaj vprašati. Očitno John tukaj ne govori ravno smiselno. Na neki točki pravi, da mu je ime Susan in žal je njegov sin trenutno pogrešan. In pravi, da nima sina. Pravi, da ne ve, o čem policija govori. Tisto noč bi bil John aretiran zaradi obtožb v zvezi z drogami, nato pa priveden na zaslišanje. Zakaj torej? Zakaj, John? Zakaj? Zakaj je JJ pogrešan? Je poškodovan. Da, poškodovanje. Hudo. V redu, kako si se poškodoval? I don't know if he's hurt at all. Hey, no, he's hurt. What are you doing, John? Tukaj je John, ki ga zaslišujejo. In preden se bolj poglobim v ta del zgodbe, vas želim popeljati tja, kjer so policisti iskali dan po raciji v Johnovem avtodomu. Policisti preiskujejo to obsežno odmaknjeno območje, potem ko je ženska poklicala in povedala, da ima posnetek moškega, ki hodi po njeni posesti, ta moški pa je imel voziček, vendar v njem ni bilo otroka. V nedeljo, 8. februarja, približno ob 16. uri. Obvestili so nas o sumljivi osebi, ki so jo ujeli na domačem varnostnem kamerah, ko je pri eni izmed hiš v območju Flor Vista v Novi Mehiki potiskala voziček. Posnetek je bil iz prejšnje sobote. Oseba ni imela dovoljenja stanovalcev, da bi bila na posestvu.
Videoposnetek ni jasno pokazal, da bi bil otrok v vozičku. Policisti so na koncu našli odvržen voziček in nekaj oblačil ter nadaljevali s sledenjem stopinjam, za katere verjamejo, da jih je pustil John. Potem so naredili grozno odkritje. Ja, ker je tukaj spodaj več dokazov, tukaj spodaj so razkriti dokazi. Je vse tukaj za pohvaliti. Seveda. Osnova druge steze. V redu, kakorkoli, našli smo ga. Mater, prekleto, stari. So to hlače, ki jih je tisti tip nosil? Najboljši dodatki. Trenutno je cena 34,99. Prišli boste po cesti. Zdi se, da bo to prvi dovoz. Lahko komunicira z vzhodnim delom. Smo ravno tukaj na vrhu hriba. Kaj za vraga? To je eno. Koordinate bom prek dispečerja posredoval poveljstvu. V tistem grmovju so policisti našli 11-mesečnega dečka mrtvega. Žal, približno ob 10. uri zjutraj. Iskalna ekipa je našla delno zakopano truplo 11-mesečnega dojenčka. Danes so nas patologi obvestili, da je otrokova smrt posledica umora. Medtem ko je policija iskala, je Hannon v zasliševalnici očitno oteževal delo preiskovalcem. Zakaj misliš, da želim danes govoriti s tabo? O čem bo govorila? Mrtev sem. Si mrtev? Ja. Zakaj tako misliš? Gospod, nimam sina. To sem vam razložil pred nekaj dnevi in Susan je prišla sem. Torej, v tem trenutku je bil John ponovno pridržan samo zaradi obtožb v zvezi z drogami. Preiskovalci pa so poskušali priti do dna, kaj se je zgodilo. John pravi, da nima sina in iskreno povedano, nima veliko smisla, kar govori. Govori v krogih, zelo težko ga je razumeti zaradi njegovega momljanja, medtem ko preiskovalci še vedno poskušajo ugotoviti, kam je ta deček izginil. Osredotočimo se. Zakaj takole lažemo? Kaj počneš? O moj bog, končali smo. Tukaj sem, zato se usedi, prijatelj. Hej, sploh se ne pretvari. Aj? John, Ja. te igre ne igramo. Prav, poglej me. Človek. Vemo vse, prav. Vem, da veste. Zato morate nehati. Razumete? No. Ne ostajajte, razen če vam jaz rečem, da ostanete, prav? Ja, razumem. Seveda, všeč ti je. Praviš, da jo poslušaš. Seveda. Lažeš mi in obnašaš se smešno. Pravkar sem to storil. Ko vem, da se običajno ne obnašaš tako. Prav. Vem, da mi lažeš, prav? Vem. Vem, da je tvoja mama Susan. Vem, da imaš hčere in vem, da imaš sina. Prav? Ja, vem. Je ta novica, gospod? Vem, da veš vse. Ne slišim matematika, tudi matematika. Redu. In pripravljen sem na to, tu je. Torej, ko je prišel namestnik in te pobral, si mu zastavil vprašanje. Sen. Vprašal si ga, ali je tam zato, da te obtoži umora. Kdaj? Ko te je danes pobral. Pravkar? Da. Rad bi vedel, zakaj si tako mislil. Zato ker... Zdaj sem tukaj. Ja, si. In rekel si mi, da v soboto nisi šel na sprehod. Saj si šel na sprehod v soboto. Zdaj nočem iti na sprehod. Odhajam ven. Ker vem, da si šel na sprehod, John. Poglej. Želim, da si ogledaš nekaj slik zame, prav? Se spomniš tega sprehoda? Jo. To si ti? To sem jaz. Tudi jaz tem. Kdo je s tabo? Nihče. No, vem, da je to laž. Torej, ne lažimo, prav? Ja. Kdo je torej s tabo? Jaz. Vem, da si bil tam, ampak koga pa voziš v vozičku? Kavč, gremo. Ne, Kdo je spet tukaj? Mi lahko pokažeš to sliko? to ti kaže. Pokaži mi sliko operacije. Pokažite mi sliko, gospod, ker nisem slep in gluh. Hej. Ne, to nisem jaz. Obljubim ti, to nisem jaz. Hej.
Nehaj se pretvarjati. V redu. Kardin, ja. Oh, Kardin, to nisem jaz in nisem šel v to smer in danes zjutraj sem bil v stiski. Ajča. Tam. Hej, John. Dihaj, človek. Povej mi o tem dnevu. Povej mi, kaj si tisti dan počel. Gospod, sobota. Povej mi, kaj se je zgodilo. Kam si šel? Ob kateri uri je bilo? Koliko je zdaj ura? Trenutno je 7:34. To sem jaz. Na sliki. Dej. Vem veliko. O tej stvari. Ampak rad bi slišal tvoje plat zgodbe, John. Povej. Torej, povej mi svojo zgodbo. John še naprej ovinkari, preiskovalci pa poskušajo priti do njega, vendar se zdi, da zaenkrat nimajo veliko sreče. Detektivi postanejo bolj natančni glede Johnovega sina, JJ-ja, ki ga imenujejo tudi Junior. Jaz vam ne škodujem. Kaj pa Junior? Bi kdaj prizadel Juniorja? Se je kaj zgodilo, da se je Junior poškodoval? Kaj je to? Junior. Ja, vi kličete JJ? Vem, da Kristal včasih pravi, da ga kličete JJ. Včasih. Bi kdaj prizadel JJ-ja? Ne, gospod, nikoli ne bi prizadel JJ-ja. In to sem preveril. Oprostite, imam zadrgo. Imeli ste zadrgo? Da, gospod, sem jo imel. Težko je slišati. Tukaj, Arlington, ja. Naj jo postavim še eno vprašanje, John. Ali prepoznate ta čevelj? Da, prepoznam ta čevelj. Kako ga prepoznate? Ni v vaši posesti. Kaj je to? Ni v vaši skrbi, niti ga ni nihče izmeril. Vem, da je tukaj. Predo. Je v moji posesti. Je to tvoj čevelj? Tehnično gledano. Tehnično gledano. Si že kdaj nosil ta čevelj? Dvakrat. Redo. No, mislim, da se ujema s čevljem, ki je na tej sliki tukaj, ne? Ja. Torej, ali veš, zakaj bi bil tisti čevelj najden tam, kjer je Jarek? Jarek? Je. Ne ob Jarku, ne. Ne ob nobenem Jarku. Misliš, da se te vzorci nekako ujemajo? Pokažite mi vas tri, prosim, prosim. Ne mislim resno. Postavljam vam vprašanja čim bolj preprosto. Ampak tudi jaz sem odgovoril na vaše vprašanja. Nočem se igrati te igre z vami. Kakšno je tvoje vprašanje? Mi lahko pokažeš slike, ker želijo, da ti odgovorim. Ali želiš videti vse tri hkrati? Ja, želim. O, vredo. To je to. Sledi mi, da mi pokažeš vse tri pred mano hkrati. Otko, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kaj? Še vedno imam vprašanje zate. Kaj? Kakšno je vprašanje? Zanima me, zakaj si hodil tam zunaj tisto noč? Ker vem, da si bil. To si ti, ko nosiš te čevlje. To je tisto, ja. Mislil sem, da ne morem vprašati, zakaj. Lahko zdaj vprašam za svoje slike, ker želim. Podpišeš svoje slike? Ja. Zakaj želiš podpisati, ne? Podpisati jih. To si pravkar rekel. Kaj sprašuješ? John, kaj želiš? Tete vajina prava. Ne vem, kaj je to. Vem.
Torej, John, ali je bil JJ tisti, ki je bil tisto noč tam zunaj s tabo? Kaj sta počela? Pes sva šla domov. Sta šla peš domov? Redu. Si šla, odkot si prihajala? Torej, hodita domov in potem mi povej, kaj se zgodi potem, ko hodita domov. Vrh glave. Stranski udarec. Stranski udarec? Da? Kaj se je zgodilo? Mi lahko poveš še kaj več podrobnosti? To je, glej. Ne vem, zakaj sem tukaj, ker sem kot, slišiš lahko, lisice tako. To je v sodni dvorani 11. Ne, to ni sodišče. Kako to, da imam plin? Nisem vedel, da sem bil 2-krat v bolnišnici brez oblačil na laseh in že sem bil uklenjen. Kleni ga. Torej sprašuješ, zakaj si danes tukaj? Ker si ti tukaj, jaz sprašujem, zakaj sem jaz tukaj? No, ker to moraš nositi, kadar si v zaporu. John kasneje pade na tla. Torej, zakaj? Zakaj, John? Why? Zakaj je JJ pogrešan? Je poškodovan? Da, hudo je poškodovan. Redo. Kako se je poškodoval? Ne vem, če je sploh poškodovan. Hej, nisem vedel, da je poškodovan. Kaj delaš, John? Vstani, John. Ne morem vstati. Vse znova, vse sem naredil z bičem. Kaj se dogaja? John? Ti potegni mizo tja. Naredil si napako. Bodi samo iskren glede tega, John. Kaj se je zgodilo? Kaj si naredil? Nikoli ti ne bom povedal. Si razumel mojo lekcijo? In ti tudi. In veš, da bi rad, da to preboliš. Stal bom tukaj zgoraj. Eunice. Si prav? Ja. 1, 2, 3. Ni mi mar, ni mi. Mahni se malo nazaj. Potem, po več kot uri tega prerekanja, se zdi, da detektiv postavi pred Johna sliko, na kateri je telo njegovega mrtvega sina. Imam še eno sliko, ki ti jo moram pokazati, Jon. Zato bi rad, da se usedeš, prav? Kar sedi. John. Vem, kaj se je zgodilo, prav? Vem, kje je JJ. Ker sem videl JJ-ja, prav, videl sem Juniorja. V redu. Želim, da mi poveš, kaj se mu je zgodilo. Ker sem ga videl, prav. Mi lahko poveš, kaj se mu je zgodilo? Vem se. Kaj se je zgodilo? Ne. Ne, ni, ker sem našel JJ-ja. Žujo. Veš, kaj ti bom pokazal? Ja. Kaž? Ja. Povej mi, kaj je na tej sliki? V redu. JJ. A pa JJ? Vidiš tisto sliko? Je. Veš, kako sem jo našel? Ne vem, kaj je na tej sliki. Našel sem ga na istem območju, kjer sem našel vse to. Tako je. Ni nosil majice, nekdo mu jo je snel.
Vse to je bilo zloženo na kup? Ja. Karkoli od tega v redu. Ne. Kakšno je vprašanje? Ker vidim. Postavil sem ti vprašanje. Kakšno je tvoje vprašanje? Kakšno je bilo tvoje vprašanje? Zakaj sem našel vprašanje Johna? Kakšno je bilo tvoje vprašanje? John, Zakaj sem našel JJ-ja v takšnem stanju? Kakšno je tvoje vprašanje? Zakaj sem našel JJ-ja takega? Jaz sem to naredil. Našel sem JJ-ja, John. Vem, da si. Ne. Zakaj sem ga našel takega? Poglej sliko, človek. Ker smo odšli, ker sem ga pustil tukaj na tej sliki. Zakaj si ga pustil tam na tisti sliki? O moj bog. O moj bog. Policist Dylan. Play. zakaj si ga pustil tam, Karl? Lagal sem. Dvakrat sem že imel. Vse, kar hočemo, je resnica, človek. Them. Vem, mama. Nehaj. V redu. Povej mi, zakaj je JJ tak kot na naslednji sliki? Pridi malo slikati. Nehal bo. Nehala sem. V redu, usedite se na zadnjico, da vas lahko dvignem. Odstani karkoli. Usedite se na zadnjico. Ja, držim te. Počakaj, eno nogo pod sebe. Pripravljen? No. 1, 2, 3. Kaj? Da, gospod. Zakaj nočeš pogledati slike, John? Počakaj na naslednji korak. Kaj je naslednji korak? Tistega, ki ga delamo prav zdaj. Kaž? Sprehod, na katerem smo prav zdaj, torej si na Guy Leviju. Cenim te. In ti in oba, vsi trije. Poglej to. Ja. Veš. Zakaj si ga pustil tako? Videl sem. Tu. Si vedel, da je mrtev? Ja. Kaj se je zgodilo, človek? Au, zabavaj. Letalo. Zakaj je Junior mrtev? Ja, gospod. Elot, bolansa. Bam! Povej mi o tem. Kako je JJ umrl? O moj bog. Ne vem, kako sem dopustil. Kaj se je zgodilo tik preden je umrl? Pomagaj mi razumeti. John, to je del mojega dela, ki mi ni všeč, prav? Ja. To mi ni všeč. Ne maram najti dojenčkov v takem stanju. Pomagaj mi razumeti, zakaj sem moral to najti.
verjetno služba, ki bi jo lahko poskusil in si jo privoščil. Rekel si, da si naredil grozno napako. Kaj se je zgodilo? John naj bi priznal, da je ubil svojega sina, vendar še vedno ni povsem jasno, kaj govori. Ko so ga vprašali, zakaj bi ubil 11-mesečnega otroka, je povedal nekaj o dečku. Ni poslušal, poleg tega pa je kar naprej blodil v svojih odgovorih, tako kot je to počel večino od 2 ur in pol, kolikor je govoril z detektivi. Zdaj je obtožen zlorabe otroka s smrtnim izidom in prirejanja dokazov. Ni večjega zla kot posamezniki, ki poškodujejo in ubijajo otroke. Imate mojo besedo. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da zagotovimo pravico za tega dragocenega otroka. Zdaj, v času tega posnetka je primer Johna Hannona dejansko začasno ustavljen. Soočal se je z obtožbami zlorabe otroka s smrtnim izidom in prirejanja dokazov, vendar sodni zapisi kažejo, da je njegov zagovornik odprl vprašanje, ali je John sposoben za sojenje. Tako so bile stvari v tem trenutku na mrtvi točki. To je vse za oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law and Crime. Naročite se na nas na YouTubeu in Spotifyju, zdaj pa nas lahko spremljate tudi na Peacocku. Sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.